nazaj, nadaljujemo s pogovori za včeraj predstavljene tekmovalne filme in sicer v sklopu kratkih tekmovalnih filmov smo videli tudi eksperimentalni film z naslovom Marjetice, ob meni pa režiserka, scenaristka, direktorica fotografije, avtorica glasbe in montažerka Julija Kohal. Dobro jutro. Pozdravljena. V bistvu, kako lahko za začetek poveva nekaj o sami zasnovi, o ideji, o tem, kako se je pravzaprav ideja za film Marjetice zgodila? Ja, v bistvu film je nastal v sklopu ene delavnice, tako moram naprej o tem povedati, v sklopu festivala VFX, festival eksperimentalnej audiovizualnej produkcije v Ljubljani, maja je bil. In med festivalem imajo take fajne delavnice in naprimer letos je bila delavnica snemanja na 16 mm, tako da to je res kar redka priložnost, pa še barvni film. In ja, tako smo imeli par dni, pa en dan smo probavali, en dan smo snemali, pa potem še razvijali sami. In tako da ja, vse je bilo v bistvu omejeno nekako, pa definirano prostorom te delavnice. Tako da, naprimer, res film je tako kratek, ker smo imeli, ne vem, neki 6-7 metrov filmov vsak udeleženec. Sem to hotel ravno vprašati, ko v bistvu snimaš na filmski trak, imam občutek, da precej bolj sistematičen, premišljen koncept imaš narejen. Je bilo to kaj drugače od običajnega tvojega ustvarjanja ravno zaradi filmskega traku? Ja, seveda. To je bilo ful zanimivo izkušnja. In, naprimer, ja, ful različnih aspektov. Naprimer, lahko povem, da ja, naprimer, to je seveda delavnica, to jaz nisem sploh pričakovala, da bom kaj posnela. Naprimer, tako da prvič sem to probala, čeprav, naprimer, fotografiram na film včasih, tako da malo poznam to. Ampak snemanje je kar drugače. In, naprimer, seveda, potem so nam, kinoteka nam je skenirala filme, tako da lahko v bistvu montirali bi potem na koncu vsi, ja, drugi udeleženci, naprimer, tudi montirali pol v digitalnem. Ampak jaz vem, da nisem tako dobro v montaži in vedela sem, da ker naprimer pogoj je tudi bil, da lahko uporabljamo posnetke drugih udeležencev in potem jaz bi res bila taka zmeda, da jaz sem odločila, da probam čim bolj posnet kar takoj pri snemanju, ja, pa da ne bi bilo treba montirati. In seveda potem razmišljati, kaj bi sploh snemala. Ampak mi je zanimivo, ko se tako lotiš najbrž projekta, potem si v trenutku, ko začneš snemati, najbrž 10-krat bolj pripravljen, 10-krat bolj premišljen. Tak občutek imam, da res, da nekako kar filmski trak sam po sebi zahteva en drugačen način razmišljanja, kako se boš stvari lotil, hkrati pa delavnica najbrž ponuja priložnost, da se naučiš in snemati in montirati na ta način. To se pravi, da dejansko pustiš digitalen del pri strani. Kako si se odločila, kar se tiče same zgodbe? Ker v bistvu domnevam, da tukaj je bilo bolj igranje z opremo, s tehniko. Koliko ti je bila pa zgodba pomembna? Ja, to hočem reči, da to se mi zdi, da je bolj kar del trenutka, ker po eni strani moraš biti ful pripravljen, ampak po drugi strani mogoče ta delavnica mi je malo spomnila, da treba imeti čim manj dvomov. In naprimer nisem imela čas za dvome. Ker za snemanje smo imeli 1 uro, in smo imeli določeno, tako da prvi, ne vem, udeleženec pride ob 11, drug, ne vem, ob 12, in tako da sem bila ful omejena. In kako poveš zgodbo v tem času? In nekateri res so naredili, ne vem, načrt, vse so narisali. Jaz pa nisem imela nekih ful dobrih idej, pa sem odločila, da kar zaupam trenutku. In kar sem šla peš neko uro ali uro pa pol do delavnice. In tako v bistvu, kar sem videla, kar me navdahnilo v ta trenutek, to je bil maj, končno sonce, končno, ne vem, svež zrak, pa rože, pa marjetice v bistvu. To, kar sem videla, v bistvu to je bil navdih. Super, se mi zdi zanimivo, da v bistvu je neka taka delavnica, ki te kar prisili v to, da spoznaš novo tehnologijo in hkrati tudi, da nimaš dvoma, tudi če 1,5 ure ne veš točno pred snemanjem točno, kaj boš snemal. Ne? Dejansko se moraš malo prepustiti trenutku in velikokrat se na ta način zgodijo najboljše stvari. Ja. Kako si glede same, a si bila kakorkoli obremenjena glede minutaže? Je bila tukaj kakršnakoli omejitev, da mora biti to, ne vem, minuto, manj kot minuto, je lahko 5 minut? Glede na to, da si imela omejitev filmskega traku, najbrž pač celo večerca ne bi mogla posneti. Ja, v bistvu omejitev je bila, ampak seveda, naprimer, imeli smo dve role, kako se reče, 30 metrov vsaka. Nas je bilo nekih malo več kot 10, se mi zdi, udeležencev. Tako da mogoče, če bi hotela, lahko bi uporabila, ne vem, material od vseh udeležencev, pa bi bilo mogoče kakih, ne vem, 4 minutki
Ali pa ne, malo več, če bi od vseh. Pa še smo vadili prej, mogoče bi bilo malo več, ampak potem tako da ja, ker sem odločila približno neko zgodbo, sem že v glavi dobila tak zgodbo čez to, kar sem videla, pa čez občutki, pa čez v bistvu svetlobo, tako da nisem pretiravala. Mislim, da smo prej ugotovili, da je to moj najkrajši film, ki smo ga imeli na Festivalu slovenskega filma Portorož. Hkrati se mi zdi, da v tem nekem obdobju, ko iščemo tudi v bistvu vsebine, ki so bolj koncentrirane, je in eksperimentalni film in takšna minutaža nekaj, kar v bistvu je zelo privlačno. Kako si sama videla opcijo, da film predstaviš poleg filmskega festivala oziroma poleg delavnice, kje vse je kakšno mesto, ki bi lahko sploh pokazala film? To je ful dobro vprašanje, ne vem. Jaz sploh nisem točno vedela, če prijavim, če ne prijavim, to zahvaljujem možu, ki tudi je prijavljal film, pa je rekel, mogoče te tudi prijavi. Tako da oba imamo film. Pa oba v tekmovalnem programu. Dobro, pol je v redu, družinsko v redu. Ja, tako da, ampak zdaj malo razmišljam, če poiščem mogoče kakih festival eksperimentalnih ali pa mogoče, ja ne vem, One Minute Film ali pa kakih teh filmov posnete na filmski trak, ampak če mogoče veste kakšne druge priložnosti. Definitivno bo Julija z veseljem sprejela kakšno idejo za kakšen tak festival, ampak se mi zdi, da si zdaj že naštela par stvari, ki so res zelo unikatne in hkrati predstavijo film. In kar se tiče minutaže, tehnike, ki je bila uporabljena. Mogoče lahko še poveš glede takih priložnosti. Zdi se mi, da vsaj v Sloveniji glede eksperimentalnega filma obstaja nek krog ljudi, ki ima afiniteto do njega. Imamo tudi bogato zgodovino, nenazadnje tudi pregled, retrospektivo vsega tega. Kako se ti zdi, da je prostor za takšne filme, za takšne priložnosti poleg delavnic, poleg takih unikatnih momentov? Glih je bila ful dobra okrogla miza 2 dni nazaj, tako da smo se pogovarjali o tem, kaj je sploh eksperimentalni film in iskali smo v bistvu, ja, načine, kako sem poslušala, je bilo ful zanimivo. Tako da, ja, v bistvu na okrogle mize so govorili, da fajn bi bilo, če bi bilo še bolj priložnosti, ja, še več. Ampak, ja, se mi zdi, da smo imeli te okroglo mizo, pa se pogovarjamo, da je tudi na tem festivalu, pa na različnih drugih festivalih, ta festival VFX, naprimer, da on obstaja samo za te eksperimentalne prakse. To se mi zdi že kar dobro. Res je. Se mi zdi, da enostavno smo prišli do enega trenutka, ko bodo takšni izdelki pogosteje prisotni ne samo na Festivalu slovenskega filma Portorož. In mislim, da lahko z veseljem rečemo, da res imamo zelo, zelo bogato bero eksperimentalnih filmov, ki nastajajo. Hvala, Julija, da si del te bere. Kakšno vprašanje s strani občinstva? Aha. Če ne bom še nekaj glas probal. Nisem bil od začetka notri, ampak me zanima, glede na res kratko dolžino, a si imela kakršnokoli možnost manipulacije v montaži? Ja, to smo omenili. V bistvu smo naši posnetki so bili digitalizirani v kinoteki in nas je bilo malo več kot 10 udeležencev, tako da lahko bi uporabila potem v montaži material drugih udeležencev. Ampak ker sem že imela neko približno zgodbo, recimo, ne narativno, ampak nekaj sem imela v glavi, tako da sem odločila, da ne bom komplicirala, pa bom samo svoj material uporabila. Hvala za vprašanje. Je pa, ja, najbrž, če bi kdo zvončke snimal, mogoče. Ja, tako da še mogoče lahko povem, ne vem točno, če to ni glih eksperimentalni film, mogoče per se, tako da mogoče seveda ful je kratek, pa posnet na filmski trak, kjer je zdaj ful redko, ampak mogoče bi rekla tak klasični narativni film. Pa potem še en iz navdihov je bila Maja Deren, v bistvu ena režiserka, se reče o mati ameriškega avantgarda iz 50-ih in njen film Meshes of the Afternoon in začetek tega filma v bistvu tudi je bil navdih, ampak ker sem to dobila res 5 minut, 10 minut pred začetkom snemanja, ker sem na to spomnila, potem seveda sem probala posneti nekaj podobnega kadra na začetku, ker seveda nisem mogla, tako da mal je bilo drugače, ampak nek mal duh Maje Deren je bil z mano. Referenca, super. Najlepša hvala, Julija, za predstavljeno delo, za
tako res produktivno v bistvu delavnico, ki je prinesla tekmovalni film na Festival slovenskega filma. Naj bo čim več takih priložnosti, hvala pa uspešno z delom še naprej. Najlepša hvala vam. Hvala. Hvala.